Spoštovani dame in gospodje, spoštovani sedmo sila, če se lahko tako izrazim, sem Danijel Sertič, predsednik mestnega odbora Koper ter pobudnik cele te zgodbe, če lahko tako rečem. Vse skupaj se je začelo poleti, ko je bila enostavno, delujem, živim in delam v Kopru in so te moteči motorji kršvigajo sem pa tja po mestnih ulicah in to smo ugotovili, da je največji problem vsa našega mesta. Ustanovil sem Facebook stran, anonimno seveda, Koprske ulice brez motorjev, ter opazil, da je dober odziv in na koncu videl, da to je vsesplošni slovenski problem. Ugotovili smo, da dosti ljudi stoji za nami, nas podpira, kot sem že omenil, po celi Sloveniji. Srečal sem se tudi z našim županom mestne občine Koper in Borisom Popovičem je enakega mnenja ter podpira vsako spremembo za boljšo varnost v našem mestu. Že sam je naredil določene akcije, da je spremenil oziroma da je postavil ovire na določene točke, ker motorji ne smejo se pojavljati, nimajo kje tam početi, kot so naša Semedelska ulica in tako naprej. Kar nekaj takih točk je sam nekako postavil ovire. Pobudo sem kasneje predstavil našem odboru, Koprskem odboru in so mi dali popolno podporo, tako tudi sem predstavil celo zgodbo in celo situacijo naši poslanski skupini, ki jo vodi naš poslanec Matej Tonin. Tudi z njihove strani sem dobil popolno podporo, zato sem se tudi še bolj osredotočil na to pobudo in nadaljujem. Kaj pa mi je največja stvar bila, je bila nesreča Slavka Ivančiča ter fanta, ki je umrl v Šmarju, zato sem se pa popolnoma odločil, da to pobudo ne zavržemo in gremo naprej do konca, vsaj do predloga v parlamentu oziroma nek predlog za spremembo v parlamentu, zato ne bom odnehal v imenu Koprskega odbora in nadaljujemo naprej z celo pobudo, tako kot smo si zastavili. Naštel bi vsaj nekaj pomembnih točk, katere bi bilo potrebno spremeniti. Zvišati starostno mejo iz 12 na 14 let. Uporaba vsaj kolesarske čelade, ker vsi vemo, da čelada nam varuje življenje, neko osnovno spoznavanje cestno-prometnih predpisov, ker te otroci danes že z 12. leta se usedejo na take kolesa, na te motorje, na te 25, ki bi se tako po domače izrazil, ne poznajo cestno-prometne predpise, bi bilo prav, da jih kar dobro poznajo. Potem neka označba na motorjih, tablica za boljšo identifikacijo prometov, ker to bo znal gospod Godejša povedati najbolje, da so te motori neizsledljivi in da se jih ne da identificirati in kar dosti se dogaja pobegov s prometnih nesreč. Ter mislim, da je tu zelo pomembno zavarovanje teh vozil, vsaj nekako minimalno in zelo poceni, da si je lahko vsak privošči. To bi bil neke osnovne točke, seveda nekaj jih bomo še slišali in verjetno jih bomo še kakšno dodali. To sem dal za nek uvod, zato bi bilo prav, da slišimo še ostale, da vidimo, kaj bi bilo pomembno narediti. Da zaključim, ker v Novi Sloveniji smo za enostavno birokracijo, zato se ne smemo kregati z našo politiko. Tako da tudi tukaj bo potrebno poenostaviti birokracijo. Tako da tlele je treba vse skupaj to, kar smo našteli, bo treba kar poenostaviti. In še zadnjo mojo besedo bom rekel, v Novi Sloveniji se borimo za malega človeka. Zato je to zelo poglavito, da to tudi naredimo. Naj vam predstavim zdaj naše goste. Zraven mene je gospod Matej Tonin, vodja poslanske skupine. Naprej je gospod Leon Godejša, policijski inšpektor. Slavko Ivančič, glasbenik, udeležen v hudi prometni nesreči. Bojan Žižek, Slovenska kolesarska mreža, ter Stevo Vujič, Moto društvo, sekcija Tomos. Bi začeli kar z gospodom policijskim inšpektorjem, z gospodom Leonom. Prosim, da predstavite svoje poglede na omenjen problem. Oba vprašanja boste imeli vsi načeloma. In drugo vprašanje, katere možnosti so v tem trenutku na voljo, da bi problem rešili in kaj bi bilo smiselno narediti z vidika spremembe zakonodaje. Na koncu, ko bojo naši gosti povedali vsak neko svojo zgodbo, bo naš poslanec strnil vse skupaj in povedal, kaj bi lahko in kakšno spremembo bi lahko naredili v parlamentu.
Beseda je vaša, gospod Leon. Hvala. Z veseljem sem se odzval, ker sam že vrsto let spremljam problematiko cestnega prometa, vsaj na območju policijske uprave Koper, kjer sem tudi zaposlen. Torej, na namen te okrogle mize sem pripravil eno gradivo, ki ga bom tukaj predstavil, sicer bo treba malo poslušati malo dlje časa, ker drugače ne bomo razumeli, kam so sedaj uvrščeni in kaj se dogaja pravzaprav na področju varnosti cestnega prometa. Pomen posameznih izrazov, ki jih naša zakonodaja sedaj uporablja za tovrstna vozila. Torej, kolo je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali s pomočjo pomožnega motorja, s katerim lahko doseže hitrost največ 25 km/h. To je definicija za kolo, kamor so uvrščena tudi kolesa s pomožnim motorjem od leta 2004. Prej pa so imela samostojno definicijo. Torej, pomembno je tudi naslednjo povedati. Motorno vozilo je definicija, v kateri pravi, da je namenjeno za vožnjo po cesti z pomočjo lastnega motorja, razen koles s pomožnim motorjem. Kaj to pomeni? Da niso uvrščena med motorna vozila, posledično pa to pomeni, da ni potrebno imeti izpita, da ni potrebno registrirati prometnega dovoljenja, zavarovanja in tudi ne čelade za zaščito pri vožnji, ker so izključeni iz tega pojma. Potem naslednje je pomembno tudi uporaba teh vozil. Motorno vozilo pač to kolo s pomožnim motorjem se uporablja na kolesarskih poteh, kolesarskih stezah, na pločnikih, tam, kjer je posebej označeno in je dovoljeno s to signalizacijo. Sami pogoji za vožnjo so naslednji. Določa jih Zakon o voznikih in pravi tako, da sme kolo s pomožnim motorjem voziti v cestnem prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico in oseba starejša od 14 let. Torej, otrok 12 let s kolesarsko izkaznico. Zdaj treba vedeti, da kolesarsko izkaznico se opravlja v osnovnih šolah, izpit za kolesarsko izkaznico. Tam je po posebnem programu, ki ga pripravi pristojno ministrstvo, potrebno znati določene znanja cestnoprometnih predpisov, to je v redu, vendar je treba tudi v praksi nekaj opraviti, teste. Torej, tam pa se ne uporablja koles s pomožnim motorjem, ampak samo kolesa. Torej, to je že treba urediti nekako, ker če hočemo seveda tako kategorijo otrok spustiti v promet. Pri otrocih in mladostnikih je treba povedati tudi tukaj, da gre za posebno obliko kazenskega pravnega vidika. Namreč otrok ni odgovoren za prekrške kazensko, ampak je izključen iz odgovornosti. Potem od 14. do 16. leta je mlajši mladoletnik, od 16. do 18. starejši mladoletnik, spet veljajo posebne določbe Zakona o prekrških, namreč sploh policist ga ne more oglobiti normalno, ampak podaja obdolžilni predlog na pristojno sodišče, tam pa se izrekajo vzgojni ukrepi, opomini in tako naprej, izjemoma starejšemu mladoletniku, izjemoma globa. Res pa je, da je možno tem otrokom in mladoletnikom vozilo zaseči. To pa je možno in je edini tak ukrep, ki je še posebej, če je predelan. Torej, kot sem rekel, uporaba koles s pomožnim motorjem v cestnem prometu, torej to je določeno v Zakonu o pravilih v cestnem prometu, da sme voziti kolo in kolo s pomožnim motorjem po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Ker teh prometnih površin ni, pa se smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
To pomeni, zato jih srečujemo, voznike koles s pomožnim motorjem, tudi na kolesarskih poteh. Sicer Koper je malo specifika, ker jih srečujemo tudi drugje, ker je signalizacijo prepovedano, torej v mestnih ulicah in na pločnikih in tako naprej. Ne. Potem so tukaj še problematika okrog prevažanja oseb, je nedorečena, ki bi jo potem vsekakor bilo potrebno urediti. Dovoljeno je prevažati otroka mlajšega od 8 let, če je poseben sedež vgrajen in tako naprej. Na nekaterih vrstah vozil se prevažajo tudi odrasli in tako naprej. Potem starost ni primerna glede na to, ali smeš še potnika prevažati in tako dalje. Skratka, to področje se ne ujema, ker je uvrščen med kolesa. Nadalje, nošenje zaščitnih čelad. Ureja 34. člen Zakona o pravilih in pravi, da mora imeti otrok med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado, kar velja tudi za takrat, ko se na kolesu prevaža kot potnik. To velja tudi za vožnjo kolesa s pomožnim motorjem. Nad 14 let starosti zakonsko zaščitna čelada ni obvezna, je vsekakor pa priporočljiva. To mi vedno kot preventivno govorimo, jo priporočamo. Seveda je ta priporočljiva tudi pri vožnji koles. Ne. Poškodbe so tukaj ob padcu in pa trčenjih lahko zelo hitro hude. Zaščitna motoristična čelada je obvezna za vse višje kategorije motornih vozil, kamor spadajo moped, motorno kolo. Ne. In globa je 120 €, pač samo toliko glih omenjam za to, če nimaš zaščitne čelade. No, mogoče še, prej, ko sem govoril o otrocih, bi lahko samo še omenil, da zakon sicer predvideva odgovornost staršev in skrbnikov, za tisto, če so pač dopustili ali pa omogočili, da krši otrok in mladoletnik prometne predpise. Nekaj glob je policija, okrog 20 glob je policija v Kopru tudi izrekla staršem zaradi teh kršitev. Dobro, to bi bilo nekje v osnovi okrog zakonodaje, potem pa bi bilo prav, da nekaj povem še o prometnih nesrečah na območju policijske uprave z udeležbo kolesarjev in koles s pomožnim motorjem. Glejte, statistika, ki jo vodimo, pač jih uvrščamo med kolesa, ne, kar tudi ni najboljše, ker ne gre za enakovredne udeležence v cestnem prometu. Ne. Torej, v letu 2015 je bilo na območju policijske uprave Koper obravnavanih 125 prometnih nesreč, v katerih je bil udeležen vsaj en kolesar. Od tega števila je bilo 34 prometnih nesreč z udeležbo vsaj enega kolesa s pomožnim motorjem ali 28%. To sem ročno preštel, tako da se vidi, kolikšna je udeležba kolesarjev in kolikšna je udeležba koles s pomožnim motorjem. 28% od skupnega deleža 125 je bilo teh voznikov koles s pomožnim motorjem. Od leta 2000 naprej se število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev stalno povečuje, še posebej od leta 2004, ko se statistično kolo s pomožnim motorjem prišteva k kolesom. V zadnjih 5 letih, to je od leta 2011 do konca 2015, je bilo obravnavano v povprečju 109 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev. V letu 2015 je bilo obravnavanih tovrstnih prometnih nesreč nad 5-letnim povprečjem. Torej, lansko leto je bilo obravnavanih 137 oseb, ki so utrpele posledice v zvezi z omenjenimi prometnimi nesrečami, od tega sta 2 umrla, enega je Danijel prej omenil, voznika kolesa s pomožnim motorjem, pač na glavni cesti pri Šmarju, in drugi pa je bil kolesar na območju Postojne. 14 je bilo hudo telesno poškodovanih, 79 pa lahko telesno poškodovanih. V zadnjih 15 letih je umrlo 18 kolesarjev, v zadnjih 5 letih pa 8 kolesarjev. Delež
števila udeleženih kolesarjev v prometnih nesrečah v primerjavi z vsemi udeleženci za leto 2015 znaša 7%. Mogoče, če poudarjam pri smrtnih, en je bil voznik kolesa s pomožnim motorjem, en pa je bil kolesar, no, tako da je razlika, da se vidi, če že govorimo o kolesih s pomožnim motorjem. Torej, delež kolesarjev v prometnih nesrečah v primerjavi z vsemi udeleženci za leto 2015 znaša 7%, torej od vseh, ne. Število mrtvih kolesarjev pa 17%, to gledamo na vse, ne, skupno število, ker največ problematike iz prometno-varnostnega vidika povzročajo vozniki osebnih avtomobilov, ne, da se razumemo. Število lahko telesno poškodovanih kolesarjev pa znaša 17%. Za primerjavo lahko menim, da znaša delež voznikov mopedov v skupnem številu prometnih nesreč komaj 2%, mrtvih ni bilo in tako naprej. Kolikor primerjamo število udeleženih kolesarjev v prometnih nesrečah z ostalimi ranljivimi udeleženci cestnega prometa, pa ugotovimo, da so prav kolesarji najpogostejši udeleženci v prometnih nesrečah. Torej, ranljive spadajo pešci, kolesarji in pa uporabniki posebnih prevoznih sredstev in tako naprej. Tu pa so v vrhu, ne. Kolesarji oziroma voznik koles s pomožnim motorjem so povzročili 52% prometnih nesreč, ostali udeleženci povzročitelji, ne. 52% spada v to skupino. Najpogostejši vzroki, ki pa so neprilagojena hitrost, 22 primerov, nepravilna stran vožnje, nepravilni premiki in tako naprej. Največ prometnih nesreč so povzročili povzročitelji, ki so bili stari od 16 do 18 let, to je 13 takih primerov, to se je povečalo v primerjavi z lanskim letom kar precej. Sledijo povzročitelji stari od 14 do 16 let, stari in nadalje, stari od 34 do 44 let in stari od 18 do 24 let. Od 125 obravnavanih prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev se jih je 60 ali 48% zgodilo na območju upravne enote Koper, sledi upravna enota Piran za 19% in upravna enota Izola za 18%. Na območju upravne enote Koper je en voznik umrl, kot sem omenil, 9 ali 64% se jih je hudo telesno poškodovalo ali 40 se jih je lahko telesno poškodovalo. Na območju upravne enote Koper se je zgodilo 34 prometnih nesreč ali 60% v naselju Koper. Naselje Koper je problematičen, torej ulice z uličnim naseljem. V teh nesrečah sta se 2 hudo telesno poškodovala in 19 je bilo lahko telesno poškodovanih. Torej, temu sledi seveda ukrepi policije, kaj smo mi naredili na tem območju v lanskem letu. Obravnavali smo 170 kršitev, ali 1,1% vseh kršitev cestnoprometnih predpisov, malo, ne, ampak ker je prioriteta, ne, policija dela po prioriteti. Tam, kjer je več povzročiteljev, v tisto smer se usmerjamo pogosteje in več prekrškov odkrivamo. Od tega števila je bilo 70 ali 6% obravnavanih pri prometnih nesrečah in 100 pa samo pri kršitvah cestnoprometnih predpisov. Kršitve cestnoprometnih predpisov, ki so bili obravnavani, se v 58% nanašajo na 93. člen Zakona o pravilih cestnega prometa, kar pomeni neupoštevanje obvezne uporabe kolesarske poti, obvezna neuporaba luči, tega je ogromno, se ne uporablja luči ponoči pri kolesarjih. Dobro, kolesa s pomožnim motorjem malo več, ker imajo že vgrajeno in tako naprej. Potem pa smo obravnavali 51 kršitev 19. člena Zakona o motornih vozilih, ta se nanaša na predelavo in to je tisti srž problema, ki ga mi vidimo pri temu. Predelava koles s pomožnim motorjem tako, da dosežejo večje hitrosti od dovoljene. In s tem avtomatsko preidejo v višjo kategorijo, s tem obidejo zakonodajo, ki se nanaša na opravljanje izpita, ne poznajo prometnih predpisov, zaradi tega
infrastruktura se izboljšuje, krožna križišča, zahtevna križišča in tako naprej. Poznati je treba dobno predpise, vendar s temi vozili pač prehitro pridejo pred ostale udeležence, gredo čez prehode za pešce. Skratka, en kup takih težav je, ki so na terenu, ne. Dogaja. Zasegli smo jih, predali sodišču, rezultati so na sodišču različni, nekaj je vrnjenih, nekaj je tudi odločeno, da se jih uniči, ne. Tako. Potem še bi moral omeniti še zadnjo točko, pripombe občanov na nevarno vožnjo voznikov koles s pomožnim motorjem, ne. Občani se pritožujejo nad nevarno vožnjo voznikov koles s pomožnim motorjem. Opažajo jih, ko vozijo z veliko hitrostjo po kolesarskih stezah, po pločnikih, po mestnih ulicah, kjer je promet tovrstnih vozil prepovedan. Predelana vozila, ki dosegajo veliko hitrost, ogrožajo varnost v cestnem prometu. Policija izvršuje veljavno zakonodajo, vendar kot kaže na določeno skupino udeležencev cestnega prometa, represivni ukrepi nimajo takega učinka, da bi bodoče kršitelje odvrnili od kršitev. Tako imenovana generalna prevencija se mi zdi, da ne deluje najbolj. Pri nadzoru nad tovrstnimi udeleženci v cestnem prometu se policija srečuje tudi s težavami. Hujši kršitelji na znak policista ne ustavijo in identifikacija voznika je zelo težka. Ob ustavitvi se pojavljajo težave pri identifikaciji vozila. Vozniki nimajo pri sebi listin ali osebne izkaznice, potrdilo o skladnosti za vozilo za homologirani tip in tako naprej. Postopek ugotavljanja predelave je zamuden in ima določene stroške tudi za policijo. Potrebna je ponovna proučitev celotne zakonodaje, ki se nanaša na to kategorijo udeležencev. Kakor smo videli v lanskem poletju, so le fizični ukrepi in močna preventivna propaganda prispevali k temu, da se je vožnja s kolesom s pomožnim motorjem po semedelski promenadi zmanjšala, vendar fizični ukrepi niso primerni pravzaprav za vsako koprsko ulico. Koper je tudi turistično mesto in ima precej obiska tujih turistov, ki napolni koprske ulice, in tudi iz tega vidika ni primerno, da je na koprskih ulicah ogrožena varnost cestnega prometa, predvsem pešcev. Torej, spremembe so potrebne, vendar poudarjam, da jih mora začeti vsak udeleženec cestnega prometa najprej pri sebi. Na to pa tudi morajo odigrati vlogo vse ostale institucije, ki skrbijo za varnost cestnega prometa. To je bilo moje izvajanje. Pripravljen sem še odgovarjati na kakšna vprašanja vseh skupaj. Vprašanja bi na koncu, če lahko. Bi vi mogoče imel še zapovedati kakšen predlog, katerega bi, seveda to ste vse v temu že povedal, ampak bi morda poudaril na kakšne ključne točke, ki jih je treba, govorimo, da naš poslanec to sliši, kaj bi bilo treba spremeniti v zakonu, kar je pomanjkljivo. Vi ste zdaj povedal na splošno, mogoče kaj bolj natančno. Glejte, policijska uprava, pač Koper, jaz predstavljam policijsko upravo, je podala kar nekaj pobud strokovnih na višje nivoje, ne, da se pač treba to zakonodajo urediti. Kakor smo seznanjeni, se tudi to pripravlja. Pristojna v prvi vrsti je Agencija za varnost v cestnem prometu na tem področju. Kar se tiče mojega osebnega mnenja, je pa naslednje. Zagotovo je treba prekategorizirati oziroma poiskati pravo kategorizacijo teh vozil. Ta oblika skuterjev, ki jih sedaj srečujemo po cestah, glede na težo, glede na obliko karoserije in tako naprej, ne morejo biti uvrščena med kolesa ali kolesa s pomožnim motorjem. Torej, potrebno je poiskati tukaj eno pravo mero. Kolesa, kot veste, imajo tudi določene motorje za pogon, torej za pomoč, ampak so v prvi vrsti kolesa, kar pomeni, da ga voznik poganja z lastno močjo, kot sem rekel že prej, ko sem govoril o definiciji. Torej treba. Kar se tiče pa varnosti, čelado vsekakor. Čelada je potrebno tukaj obvezno uvesti. Potem poznavanje prometnih predpisov. Kakršnokoli pač obliko, to tudi priporočamo in priporočam
da se uvede. Nek izpit mora biti, znanje mora biti, kajti zahteve v cestnem prometu so vse večje. In ne moramo pač imeti, da ne bi imeli usposobljenih z znanjem ljudi na cesti. Kar se tiče tiste srž problematike, ki moti ljudi, torej vožnje po ulicah mesta, med pešci, tukaj je postavljena že prometna signalizacija, ne, ki prepoveduje tudi, kot še preveč se mi zdi prepoveduje, kolesarjem prepoveduje vse povsod in tako naprej. Ne. Torej pa sam nadzor nad spoštovanjem prometno signalizacijo, tu seveda je pristojna policija in občinsko redarstvo, koliko je naša zmožnost, da pač izvajamo res večji nadzor, je pač odvisno seveda tudi od vseh ostalih dejavnikov organizacije in tako naprej. Lep dober dan. Kot vidite, jaz sem še vedno živ in zdrav. Veliko sreče sem imel, to se je zgodilo 9. julija, po melodijah Morja in sonca, 4 popoldan, proti večeru. Gospod je enostavno ali je zaspal, ali ni me videl. Ni me videl, to je tudi njegova trdnja, pravi, da me ni videl in da se ne počuti kriv, to je njegova stvar. Udarec je bil hud. In potem prvi mesec bolnišnice v Izoli, zelo hudo in glava, možgani. Ampak če verjameš, da se da narediti in da probaš, ti rata. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na začetek, veste, nisem imel čelade. Nisem imel čelade in nikoli nisem to čelado imel na glavi. Čisto zaradi moje frizure in da bo to slabo za frizuro in to ne bomo dali, to ni nujno. Vozil sem sicer 10 na uro samo, ne? Ampak očitno je bilo preveč in zelo bom vesel, če gospodu Taninu in kolegom uspe pri novi zakonodaji za čelado in predvsem zavarovanje. Zavarovanje in čelada je skoraj da ni pomembno pri katerih letih. Ne vidim v letih neke prednosti, neprednosti, karkoli. Treba je pa razmišljati. Slišali smo tukaj že gospoda iz policijske postaje, zelo pametno razmišljanje in upam ravno tako, da bo kot v Kopru, isto v Piranu in verjetno tudi v Ljubljani in po celi Sloveniji. Se pravi, uvedemo plačevanje čelad in seveda naj se naredi malo zavarovanja, očitno zdaj bo nekdo bo rekel, ja, to je spet denar, spet prisiljate na denar, karkoli. Ne, to ni nujno, da je to nek denar, ampak nekaj osnovno treba je biti. Jaz sem samo na koncu lahko rečem, da poznal sem ogromno zdravnikov, velika hvala, fantastični ljudje, in v Ljubljani, in v Izoli, to je nekaj, kar se meni se zgodilo na tak način, kot je, ampak zapomnil se bom in ostal v dobrem spominu, mi bo ostalo do konca življenja. Zato je ena velika hvala zdravnikom in zadeva se bo končala čez kakšen mesec, 2. Gospod je žal kriv,
zadeva se pravi, in končala se bo. Zdaj na koncu, veste kako, čisto za konec lahko rečem, dal sem eno izjavo za italijanski časopis, ker je gospod iz Trsta. Plačati, ne plačati, kazen, ne. In veste, jaz sem pa izjavil prepričan v svoje dobro razmišljanje. Za mene je bistvo, da sem živ in zdrav. In ta denar lahko pride, ampak tudi če ne pride. Tudi če ne pride, žal, zgodilo se je, gospod, zaenkrat, to je že dobrih 7 mesecev od takrat, ni klicev. Pričakovali so klic, saj klic, ampak klica zaenkrat še ni. Mogoče se bo tudi zgodil, ampak za mene bistvo, in dajmo si pomagati s to čelado in z organizacijo vseh ostalih zadev, za mene bistvo, da sem živ in zdrav. Hvala lepa. Vsem tem, kar ste povedal, Slavko, mislim, da kar sem že na začetku naštel, da se strinjate s to pobudo, da je treba urediti čelado in vse te ostale stvari. Ne? Tako, hvala. Kar bi dal besedo gospodu, moram pogledati, kako se piše, Žižek. Izvolite. Pozdravljeni. Ja, predstavljam kolesarsko bistvo, združenje kolesarsko v smislu kolesarjev, ki uporabljajo kolesa na lasten pogon. Tako da moja pozicija zdaj v bistvu se opredeliti do kategorije oziroma do vozil, ki spadajo v enako kategorijo, so pa v bistvu kolesa na drugačen princip delovanja, če lahko tako rečemo. Tako da naše stališče je, kot prvo se strinjamo z predstavnikom policije, da je smiselno razmisliti o regulaciji kategorije, se pravi o izločitvi kategorije izven kategorije koles. Tukaj imamo nekaj primerov tudi v naravni državi Evropske unije. Še najbolj podoben se mi zdi in tudi kar se tiče problematike je primer iz Nizozemske, kjer poznajo podobne kategorije s tem, da je ta kategorija koles z motorjem ločena, se pravi na kategorijo lahkih koles z motorjem, kamor bi spadala ta kategorija, in potem težjih, kamor se pravi spada naša obstoječa kategorija koles z motorjem. Kar se tiče registracije in se pravi argument, zakaj tako mislimo, je ravno smiselna uvedba registracije in tehničnih, se pravi predloga tehničnih pregledov, ker si ne predstavljam, kako bi lahko kolesa na se pravi nožni pogon v bistvu uporabili enako regulativo. Kar se tiče uporabe čelade, poznamo več, se pravi s tem področjem smo soočeni vsakodnevno in na ravni Evropske kolesarske federacije je bilo izvedenih več analiz, se pravi, kaj pomeni uporaba kolesarske čelade. Glede na to, da je to kategorija udeležencev v prometu, ki so šibkejši v primerjavi z vozniki motornih koles in avtomobilov, smo največkrat žrtve prometnih nesreč, kjer zaradi večjih hitrosti dejansko tudi uporaba kolesarske čelade
nam ne zagotavlja težje poškodbe oziroma preživetja. To so izsledki nekaterih raziskav. Ne nasprotujemo oziroma pozivamo tudi kolesarje k čim večji uporabi čelade, še posebej za otroke, kjer pa so raziskave pokazale, da v zgodnjem obdobju kolesarska čelada varuje otrokovo glavo, tako da tu je smiseln predlog mogoče dviga starostne meje, mogoče za kako leto, gre tudi iz vidika, se pravi, psihološke pripravljenosti otrok na soočenje s prometom. Hkrati pa vseeno ne smemo odvračati otrok oziroma jih ne smemo imeti v vakuumu. Otroci se morajo soočiti s prometom, kar pa je bistveno in tu moramo narediti prav vsi, se pravi od posameznika, od lokalnih skupnosti. Pri tem vidimo veliko rezerve v aktivaciji lokalnih svetov za preventivo in varstvo v cestnem prometu v sodelovanju z Agencijo za varnost v prometu. V kampanjah za ozaveščanje mi imamo sprejete nacionalne programe varstva prometa, ampak so ti finančno podhranjeni. Dejansko prihajajo pozivi strani Agencije za varnost v prometu, kjer prosijo, pozivajo, da se več sredstev sistemsko nameni za ta, se pravi, za ta segment. Tretja stvar, ker je pa sama kolesarska infrastruktura. Smo priča, dejansko v Kopru se je veliko naredilo na tem področju. Problem pa je ta, da je kolesarska infrastruktura grajena nesistematično, nimamo strategije izgradnje nacionalne kolesarske infrastrukture, zato se ta gradi po odsekih in zaradi tega prihaja tudi do kršenja včasih nenamerno cestnih predpisov, ker dejansko kolesarji nimajo ni druge izbire. Zato, ker kolesarske poti med sabo niso povezane, morajo prehajati iz kolesarske steze na vozišče in nazaj. Velikokrat ti prehodi niso izpeljani varno in tu bi pozval v bistvu vse lokalne skupnosti in v okviru sprejemanja celostnih prometnih strategij, ki se jih bodo lotile v tem obdobju, se pravi v naslednjem letu, bi vse pozval, da se lotijo tega problema in da sistematično pristopijo k temu. Mogoče, če se vrnem na varnost in se navežem na nekatere kolesarsko, bom rekel, kolesarske države, kot sta Danska, Nizozemska, mogoče Madžarska. Dokazano je, da največjo varnost pomeni frekvenca kolesarjev. Se pravi, v državah, kjer je več kolesarjev, je stopnja zaradi, se pravi, večje interakcije, posledično tudi večje pazljivosti ostalih udeležencev v prometu, večja pozornost, pomeni, da je žrtev med kolesarji glede na število kolesarjev manj. In mislim, da zato si v našem združenju prizadevamo. Nenazadnje je bilo kolesarjenje kot tako prepoznano kot podnebju prijazno oblika transporta in tudi to je segment, ko moramo razmisliti, kako se bomo lotili tega. Se pravi, direktive in nedavni podnebni, se pravi, sporazumi glede varovanja podnebja gre v smer, ki pomenijo znižanje, se pravi, izpustov CO2
In pri tem bomo morali razmisliti, kako se bomo lotili sistema mobilnosti v urbanih okoljih in na splošno. Toliko. Hvala. Hvala. Zdaj smo prišli proti koncu. Seveda imamo še dva sogovorca. Stevo Vujić je bil povabljen z strani, da povemo in dokažemo, da mi nismo danes tukaj proti motorjem. Mi smo, da se motori, še sploh, da se tako lepi motori, kot ga imamo tlen primere, ki ga je Stevo tudi prinesel s sabo, tako da v bistvu, da se uživa na teh mopedih oziroma kolesih s pomožnim motorjev, ampak danes smo tukaj zaradi same varnosti. In Stevo bo povedal tudi iz svojega vidika kot z društva Tomos in potem seveda z vidika varnosti za te motorje oziroma kolesa z motorjem. Hvala. Dober večer prav vsem. Lep pozdrav. Hvala za besedo. Vesel sem, da vidim zdravega in čilega mojega prijatelja, glasbenika Slavka Ivančiča in nadejam se čim prejšnjega skupnega koncerta, kar nekaj svojih imela. To me zelo veseli. Kar se tiče nesreče, se bi vrnil predvsem na to. Nesreče so bile in tudi bodo. Tega se ne bomo izognili nikoli. Mi smo govorili danes predvsem o čeladi. Nismo se dotaknili en kup perečih problemov, ki se dotikajo kolesarskih stez, da ne govorimo o predelavi motorjev, kot je gospod Godejša, mislim, da kar precizno bi rekel pojasnil, kaj se dogaja s tem. Dejansko največji problemi se dogajajo v identifikaciji teh vozil, tako kot je bilo omenjeno prej. Jaz mislim, da tukaj bi treba najprej postoriti to, da se vozila, ki so registrirana do 25 km/h, in jaz mislim, da nobenega ne ogrožajo, če vozijo 25 km/h, tudi če so na kolesarski stezi, ker če ta vozila izrinemo iz kolesarske steze, bomo te otroke naše, bi rekel, izrinili na neko cesto, ker so še bolj nevarni vozniki in takrat jih bomo šele ogrozili. To je moje osebno mnenje in ker sem sam voznik teh motočkov in ne vem kakšnih drugih ne in celo življenje, sem na motorju, vidim to drugače. Sem pa za rigorozno kaznovanje vseh tistih, ki te, bi rekel, motorje predelujejo in delajo prekrške in ogrožajo ljudi in, bi rekel, vse, kar je v povezavi v prometu. Mogoče se bi vrnil jaz še vedno na ta, bi rekel, 25 na uro. Ja, seveda, obvezno čelada. Najverjetneje bomo morali na tem segmentu dosti še podelati. Najverjetneje kar nekaj kompromisov sprejeti. Jaz upam, da gospod Tonin in verjamem, da Tonin je prvič ne znači, da smo se srečali na tašni, bi rekel, omizju oziroma debati in da bomo našli nek kompromis, ki bo pravšnji za vse. Predvsem pa, da bomo zaščitili koga, naše najmlajše in vse udeležence v prometu. Osebno sam se tudi prevažam vsak dan z tem 25 motočkom. Dejansko moj gre 25. Ugotavljam pa, da res je ogromno teh, ki ne sodijo na kolesarsko stezo. Obenem pa bi rad poudaril še eno stvar, da res vse skupaj je na momente zelo nevarno. Predvsem te fantje, jaz vem, da enostavno do teh fantov se ne da priti, ker v bistvu nimajo registrske tablice in to, kar oni bi rekel, zbežijo enostavno, jih ne morete priti do njih. In tukaj se strinjam, da bi treba v tej smeri sigurno urediti to stvar. Kar se pa tiče tega, da bi, še enkrat poudarjam, vse te 25 zrinili z kolesarske steze bi nekako naše otroke, ki so res najbolj ranljivi, postavili na cesto. Zdaj pa vemo, kaj pomeni dvopasovnica, vemo, kaj pomeni avto in vemo, kaj pomeni, koliko je usposobljen en mlad človek, da bi vozil po temu 25 na uro, že tako je nestabilen. To je moje razmišljanje. Zdaj pa z vidika kategorizacije, ko je gospod Godejša povedal, tukaj je velik problem, ker imamo ogromno, bi rekel zdaj, na zaslugo nas, ki imamo radi to zgodbo Tomasa in delček te naše zgodovine, so se začeli pojavljati od nikoder te Tomasi, ki v bistvu niso 25, so 50, sicer so vsi registrirani in ne sodijo na kolesarsko stezo. Ampak zadnje čase se dogaja, me kličejo iz cele Slovenije, še ena problematika, ki bomo morali najverjetneje tudi reševati v bodoče. Te motočki so takrat bili registrirani kot kolo s pomožnim motorjem in so sodili na cesto regionalno kot normalno kot danes.
ampak takrat naj ne bi presegala 50 km/h, kar pa za današnje razmere najverjetneje te motočke nekaj več grejo, 55 ali 60. In ker je to vse skupaj ljubiteljsko, enostavno zadnje čase se dogaja, da se tudi te ljudi, bi rekel, kar konkretno kaznuje. Pač so določeni primeri, ki bi rekel nekako preveč presegajo tisto dovoljeno hitrost, ampak tukaj res tudi jaz mislim, da še en delček, ki bi jaz rad, da bi, če bomo ob tem urejanju teh motočkov 25 na uro, da bi tudi ta del začeli nekako urejati. Ne. Še nekaj sem želel povedati. Ja, zelo pomembno je, če mi tudi, bi rekel, jaz gledam tudi tako, iz enega, bi rekel, patriotskega vidika. Ne. Meni ta osebno blagovna znamka Tomos pomeni dosti. Pomeni mi to, da je pač moj oče nekoč delal tam, da smo preživljali se s to plačo in bi rekel, bom vedno podpiral neko domačo blagovno znamko, ki želi, bi rekel, pošteno delati in pošteno prodajati motorje, ki so homologirani 25 na uro. Jaz vam lahko povem iz osebnih izkušenj, da eden od redkih, ki izpolnjuje ta pogoj 25 na uro, ko ga vi enostavno, bi rekel, homologirate ali pa postavite na rampo, rečejo po domače, res gre 25 na uro, res točno toliko gre. Lahko pa vam zagotovil, da določeni proizvajalci, ki, bi rekel, uvažajo v našo državo, kot so Piaggio, kot so razne azijske firme, že v štartu, preden jih predelajo, grejo več kot to. Ne. Jaz mislim, da tukaj mi moramo predvsem gledati tudi ta delček, ne. Da nekako pomagamo našim preživeti, ne, in urediti to, kar je pobuda gospoda Daniela in pač poslanske skupine, da najdemo ta kompromis, da zaščitimo te mlade ljudi na najvišji način, kar bi lahko, ne, ker to mislim, da je najbolj pomembno. Tako, hvala lepa. No, Hvala. Jaz mislim, da vsem tem, kar smo povedali, da smo še kako prepričali našega poslanca, tako da bi rad slišal njegovo mnenje. Matej, izvoli. Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj. Se vam izjemno zahvaljujem za vsem, ki ste danes investirali svoj čas in prišli na današnjo okroglo mizo povedati svoje mnenje, ker vendarle ste pokazali za to, da se vam gre, da nekaj skupaj premaknemo naprej. Zgodba se je zdela na prvi pogled zelo enostavna, ni pa tako enostavna. Tukaj je precej vpletenih interesov, te interesi so zelo različni, ampak ko smo mi imeli na naši poslanski skupini in tudi v strokovnem odboru dve debate, zdaj kar poglobljene, smo prišli vsej do naslednjih zaključkov. Ne? Da ne moramo uvrščati oziroma tiščati skupaj stvari, ki dejansko skupaj ne sodijo. Eno je kolo, ki ga mi poganjamo svojo lastno silo, in drugo je motor, ki gre na podlagi motorja z notranjim izgorevanjem. To sta dve popolnoma različni stvari in tukaj bi moglo biti že osnovno izhodišče in osnovno razlikovanje. Sedanja taka hibridna, bom temu rekel, ureditev, jaz mislim, da je posledica lobiranja. Oziroma, če sem zdaj zelo direkten in neposreden, v tem zakonu o cestno-prometnih predpisih lahko vidite primer, kako lahko neka motoristična industrija, pa bom tukaj izjemoma izločil Tomos, ne, ker sem prepričan, da to ni bilo narejeno zaradi Tomosa, ampak kako lahko neka motoristična industrija doseže pri zakonodajalcih, da predpise naredijo tako, da omogočijo čim večjo in čim širšo prodajo tovrstnih motorjev. Kdo so največji konzumerji oziroma porabniki motorjev? Ja, mladi. Ko nekoč dopolnijo 18 let, so itak prva izbira avtomobili, seveda razen tisti, ki so ljubitelji motorjev, ampak zagotovo je ena izmed pomembnih ciljnih skupin, pomembnih prodajnih skupin pri motorjih zagotovo skupina mladih. In proizvajalci motorjev so si zagotovo želeli ureditev, kjer bi lahko mladi do motorjev prišli čim prej s čim manj komplikacijam. In pač danes imamo ureditev, kakršno imamo. Zdaj, če samo nanizam, kako
smo si mi zastavili ta problem reševati in bi potem tudi druge soudeležence prosil, če lahko malo pokomentirajo celotno situacijo, kje mislijo, da smo mi brcnili v temo. Naše osnovno vodilo in izhodišče pa je bilo, da seveda je življenje sveto in da je treba vse narediti, da življenja zavarujemo. Hkrati pa je potrebno paziti tudi na to, da ne bi mi že tako zbirokratizirano državo še bolj zbirokratizirali in stvari zakomplicirali. To sta bila oziroma bili naši dve ključni vodili. In predlagamo, ali pa na podlagi debat, ki smo jih imeli mi, predlagamo naslednje. Ne? Prvič, ne, da bi premaknili motorje, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem v dejansko kategorijo motornih koles. To je prva stvar. Druga stvar, da bi za vsa motorna kolesa uvedli obvezno uporabo čelad. Tretja stvar, da kdorkoli uporablja motorna kolesa z motorjem z notranjim izgorevanjem, mora poznati cestno-prometne predpise. Ni sprejemljivo, da motor, ki je nekoliko hujša kategorija, lahko voziš dejansko s kolesarskim izpitom. Seveda pa smo pripravljeni tukaj iti nasproti mladim. Se pa zavzemamo za to, da bi pa mejo, ko lahko mladi opravljajo izpit za motorje do 50 kubičnih centimetrov, spustili na 12. leto. Torej, mi bi po eni strani zaostrili stvar, da lahko mladi prej pridajo regularno do izpita, ampak bi pa hkrati tudi od njih zahtevali, da poznajo cestno-prometne predpise. Uvedeli bi, ravno to je tudi bilo, mislim, da glavno sporočilo gospoda inšpektorja in tudi ostalih govornikov, problem prepoznavanja, da bi uvedeli obvezno registracijo in pa mini zavarovanje za to vrstna motorna kolesa. In zdaj zadnja bistvena stvar, mi bi dovolili uporabo kolesarskih stez za motorna kolesa do 50 kubičnih centimetrov z enim dodatnim pogojem, da je hitrost omejena na 25 km/h. Tukaj smo mi koncept nekoliko obrnili. Zdaj se je vse skupaj fokusirali oziroma osredotočili na to, da se lahko po kolesarski stezi vozi motor, ki gre oziroma ki je homologiran za 25 km/h. In v praksi seveda se je dogajalo to, da so se dogajale predelave teh motorjev, da so zaradi iztrošenosti ali kakršnihkoli drugih razlogov te motorji šli več. Potem se vprašamo, kaj nam pomaga, da rečemo, ok, 25-ke slavne, se lahko vozijo po kolesarskih poteh, ampak vse grejo pa 50 ali pa več. S tem mi nismo problema rešili. In zaradi tega je bolj zgodbo obrniti in reči, ok, vi se lahko vozite po kolesarskih stezah, ampak je treba imeti tukaj temu primerno tudi hitrost. In je hitrost, tako kot imamo avtomobili imajo avtomobili v naseljih omejeno hitrost na 50 km/h, tako je bile hitrosti na kolesarskih stezah za motorna kolesa do 50 kubičnih centimetrov omejene na 25 km/h. To je zdaj nek naš nabor predlogov, ki bi jih spisali v spremembo zakona, da bi na takšen način poskušali zagotoviti boljšo varnost in predvsem varovati življenja ljudi. Zdaj pa kakšne so pa naše možnosti, da ta zakon ugleda tudi luč sveta, to je pa najbrž tisto, kar vse vas zanima. Jaz mislim, da je danes primeren čas, da smo se te teme lotili. Smo pred glavno sezono, če z zakonom nekoliko pohitimo, ga lahko pod streho spravimo še pred to poletno sezono. Toliko dolgo sem že v parlamentu, da vem, da gre za zakon, ki nima nekega ideološkega naboja. In ker nima tega naboja, potem je vsa zadeva mnogo lažja, ker se poslanci ne postavijo na okove levo in desno. In tudi preteklost je pokazala, da za to vrstne zadeve, ki grejo za večjo varnost ljudi, ki v majhnem spreminjajo detalje, pa hkrati zagotavljajo veliko večjo varnost, da se zato da dobiti podporo v parlamentu na obeh dveh bregovih.
Kljub temu, da je to morda širšega političnega vidika relativno nezanimiva tema in se neverjetno tudi nobena politična stranka ali pa poslanc ne loteva, smo se mi prav na pobudo našega lokalnega odbora in pa gospoda Sertiča odločili, da bomo te stvari se pač lotili in na tem mestu nekaj naredili, prevzeli inicijativo in poskušali ta zakon spraviti skozi proceduro. Bil sem v stikih, prej gospod inšpektor rekel, da je za to zadolžena agencija. Mi je dal in sva se pogovarjali z direktorjem te agencije, sem rekel, če pripravljajo oni kakšno zakonsko spremembo, da se ne bi mi po nepotrebnem zagnali vse skupaj, pa potem na koncu pa ugotovili, da bo vladna koalicija rekla, zavračamo vaš predlog zaradi tega, ker pripravljamo sistemske spremembe, je direktor samo rekel, da podpirajo naša prizadevanja. Ok, to je meni dan mačkan rdečih lučk v glavo, zakaj tako ne? In zdaj bom rekel, če bo vse normalno, bi ta zakon mogel biti pod streho do poletja. Edina stvar, ki pa se jo bojim in ki pa lahko ta zakon zaustavi, je pa, ga bom poimenoval, interesno združenje prodajalcev motornih koles. Če se bodo oni pri tem našem zakonu počutili ogrožene in morda ugotovili, da bi ta naš zakon bistveno omejil prodajo motorjev, potem bodo zagotovo najdli vrsto študij in razlogov, da ta zakon ne bo sprejet. Ampak če še enkrat ponovim naše ključne predloge, ki jih imamo, zadevo peljemo tako, da hkrati bodo mladi lahko na motorna kolesa sedeli že zelo hitro, ampak pod dvema pogojema, to je, da bodo primerno usposobljeni s cestno-prometnimi podpisi in da bomo od njih zahtevali, da striktno nosijo varnostno čelado, da bomo povečali prepoznavnost teh motornih vozil, uvajamo registracijo, da pa ne bi zrinili to vrstna motorna kolesa tja, ker pa spet ne sodijo, pa bi dovolili uporabo kolesarskih stez, seveda pod omejitvijo 25 km/h. In jaz mislim, da bi tukaj tudi policiji zelo olajšali čisto tehnično ugotavljanje nepravilnosti oziroma prekrškov, ker zdaj lahko policisti spremljajo neko 25-ko, ki se pere po kolesarski stezi in ga vidijo, da se pele namesto 25, 60 ali pa celo 50, ga ustavijo, ga legitimirajo, ta motor ima vse dokumente take, ki kažejo, da ta motor ne gre več kot 25, in potem je policist pred dilemo. Zdaj bo rekel, ok, papiri kažejo, da je v redu, ne bom si nakopal dodatnih težav in ga bom spustil, ali pa se bom spustil v postopek dokazovanja, ki bo za policijo pomenil nove težave in nove stroške. In je na samem mestu mnogo lažje zadevo zapeljati v smeri, to pa policisti imajo tehniko v nulo naštudirano in tudi opremo, da zelo lahko hitro ugotovijo, ali se nek motor pele 50 ali pa 25 km/h. In s tem bi tudi vse kršitelje že na uč prepoznali, ali uporabljajo to kolesarsko stezo v skladu s predpisi ali ne. Seveda, to so naši predlogi, bom pa zelo vesel vaših kritik in pripomb. Jaz ne trdim, da vse vem, da vse znam in morda smo pri teh naših razmišljanjih tudi kakšno stvar napačno razumeli oziroma je v napačno smer zapeljali, zaradi tega so vse pripombe dobrodošle. Rad bi samo povedal, da sem govoril z uvoznikov motorjev, v bistvu en izmed teh lobijev, in celo se strinja z določenimi temi spremembami zakona. Tako da mislim, da je sigurno še kakšen, ki uvaža te motorje, verjetno bo proti temu, ampak s tem glavnim, ki uvaža, bom rekel, Piaggio za Slovenijo, se strinja, da ga ne imenujem po priimku imenu. Ima morda kdo kakšno vprašanje? Ja, če se lahko opredelim do predlogov, se pravi, kot sem že omenil prej, se podpiram to, da se pravi,
da se ta kategorija do, se pravi, motorjev z notranjim izgorevanjem do 25 km/h, da se regulira, se pravi, kot in se s tem izloči iz kategorije koles. Kar se tiče pa, se pravi, dovoljenja oziroma spuščanje koles z motorjem na kolesarske steze, se pravi, z večjo močjo in se pravi z omejitvijo 25, bi tu samo opozoril, da bi ta rešitev bila edinstvena in pri tem imamo na ravni Evropske unije sprejeto tako imenovano Dunajsko konvencijo, ki nekako narekuje državam, da se pri regulacijah, se pravi, skušajo držati skladnosti in da ukrepi niso preveč v nasprotju, ker to lahko pomeni veliko zmedo tudi za tujce pri nas. Toliko mogoče. Kar se tiče pa glede starostne omejitve, v bistvu bi pa tu predlagal, da mogoče kak strokovnjak z tega področja še pripravi kakšno analizo. Toliko. Bi imel še kdo kakšno vprašanje med gosti? Motorji, ki so 25, ki ne grejo več kot 25, ki ne gre niti v hrib, recimo mimo na Koper, gor, ne moraš, in kot ti baterija, recimo zdaj, ko je skladno ali pa to, ko moraš ti goniti, recimo, da lahko 10 voziš, kako ne greš na cesto. In ko te prehitevajo vsi tisti, ki imajo več in več na kolesarski, in ko priješ ti do kolesarske mimo, recimo, in te ni več tam, kam ne greš? Komu ste namenili to vprašanje? Gospa, tudi jaz uporabljam en električen motor 25, tako da poznam, vem, o čem govorite. Na stranki ga imamo za vožnjo po Ljubljani, če sem zelo direkten, ne. Zato sem pa zelo jasno povedal, motorji z notranjim izgorevanjem, po domače povedano tisti, ki grejo na bencin oziroma na mešanco. Nimamo kolesarskih stez, nimaš kam iti. In ko ti prideš iz kolesarske steze, kam ne greš? Recimo, ko ti je baterija že malo, da ne moraš niti 20 voziš, moraš goniti, veste kako goniš, ko nimaš. To ni kolo, kot ni težko. Če pa ni kolesarskih stez, pa sploh ne vem, kam lahko greš. Ko prideš ti tam 33 zvečer, zvečer, razno vse, so pobrali, recimo, misliš, da so pristaniško nekolikokrat kopali. Vojkovo nabrežje nekolikokrat. Niso predvideli kolesarske steze. Pa kje se to vidi? 7 kopov ni kolesarske steze. Kopil, ja. Kam ne greš? Prej, ko sem govoril, če sam lahko pojasnim, sem rekel, da kje se lahko vozijo, torej v osnovi je kolesarska steza, tam, kjer jo ni greš na vozišče. Seveda, 33, recimo, mimo. Da ne govorimo o avtomobilih, tam, kjer je kolesarska in tam, kjer je plošnik. Noben ti ne ustavi, vsi parkirajo. Tudi tam, ko greš podhod pri Slavčku, gor, ko greš, je kolesarska in je to. Ma en ti ne bo ustavil, ti bo ustavil Kranjčan, Ljubljančan, to Koprčan ne. Noben. In tam, kam naj grem? In me zadnjič ustavi ta redar in pravi, gospa na cesto. Že kome sem govorila, kriti 10 šel, sem rekla, tema, nikjer žive duše in me ustavi. Ste kam, veste kaj? In jaz vam bom dal kazen, sem rekla, če meni date kazen, moje penzije, ni nič, rekla, če rabi to občina, ja, ne, dajte mi kazen. Ampak vsi tisti, ki me na kolesarski prihitevajo, ki poleti po pristaniški, ko vozijo zvečer, je dvojna črta, recimo, ko je promet, no to, tam je 30, vozijo vsi mimo, a tako je 30, 100. Meni bi bilo kazen. Imamo morda še kdo kakšno vprašanje? Ja, mislim, da se moramo oglasiti pravzaprav občani centra Kopra, starega. Kajti pri nas je lastnost to, da ko stopiš iz hišnih vrat, stopiš na sredo ulice. In glede, se vprašam, kako da se ni bilo še nesreče, da po otrok teče iz trgovine, iz stanovanja ven, ko gre mladenec
moj gre hitro, moj gre boljše, vidi kako znam jaz in to 15 na uro vozim jaz z avtom, ampak oni pa 60 in več. In to je močno obremenjeno. Točno vem, da recimo iz trga ali iz Broda grejo po Kidričevi, zavejo na Ketejo, grejo po Župančiču dol do Stopodičev, da priti na Mudo. In to je nevarno, enostavno nevarno. Tu smo mi v sosedstvu vprašali na občino, če lahko tam sami eno, bomo rekli, ležečka policaja, pa nam niso dovolili, ker bi sami nekaj dali, zato da omejimo, ampak dejansko je tu, se da vsino popraviti res s tistimi predlogi, ki so priznešeni, gospod Tomin, upal, da ima podpiram to, in z enim nadzorom. To se pravi, ali pa res, če jaz se peljem recimo posebno v Izoli, kjer so policaje na vsakih 10 metrov počasi in previdno, in se vozijo tudi fantje z motorji, počasi previdno. Drugi problem, ki ga pa vidim, so na krožiščih. Ko jaz z avtomobilom sem na križišču in grem ven, seveda pogledam, če so pešci. In pešcev ni in ko zapeljem, kar naenkrat pripelje fant motorji. Kar naenkrat. In da sem jaz usmeril mogoče tisti trenutek pogled nekam drugam, smo skupaj. Glede, tu je nevarnost. In dobro, da še nekdo sliši, kajti tu je problem. Kajti vidiš pešca, vidiš tudi mogoče kolesarja, ne vidiš pa motorista, ker prileti. Treje. Toliko. Posebno bi rekel, prosim, v Kopru je ta nevarnost potencialna, to pravi ozke ulice, to je eno, in tudi naša promenada, ki je lepa, krasna, vendar po njej se vozijo vse živi, od dvoletnega otroka, ki teče, do motorja, ki gre. Še dobro smo jo odnesli brez. Na to prvo vprašanje bom jaz odgovoril, na drugo bo gospod inšpektor. Župan je sam rekel, da bo postavil te problematike, da bo neko oviro postavil, tako kot je postavil na Semederski. Tako da v bistvu nekje na koncu Župančiče bi mogla biti neka ovira, da bi te motoriste vsaj upočasnilo. To pomeni, kar se tiče te ulice, ker sva v isti ulici doma, bom rekel praktično, tako da glavno, to je bil največji problem te ulice, zakaj sem šel vse to akcijo in to pobudo in tako naprej. In potem še sto en drug problem se je našel glede problematike. Tako da v bistvu ta ulica naša bo nekako z ovirami zaustavljena. Zdaj, kdaj bo šli v to akcijo naprej in kdaj bojo zmontirali te ovire, mislim, da bo to v kratkem. Vse tako je bilo rečeno, tako kot je ovira bila na Semederski, da imamo oviro, ko gremo pri tržnici, v mestnem pločniku, ko so ovire, tako bo tudi tam. Razen, če bi se dalo ven iz zakona, bi se ločilo to kolesa s pomožnim kolesa s pomožnim motorjem in kolesa, potem bi lahko z tablami zaustavili prepoved kolesom s motorjem v tej naši ulici. Ampak ker so v istem razredu, sam župan nima te moči, da prepreči vožnjo koles s pomožnim kolesom v mestnih ulicah, ker potem bi avtomatsko preprečil navadnim kolesarjem. In potem, kaj bi se nakupoval? Bi se nakupoval en kup sovražnikov, ker je preprečil starejšim ljudem voziti kolo. Tle je ta problem. Kaj pa res ležeče policaje za kolon? Ležeče policaje, bom rekel, najverjetneje ne morejo noben postaviti, ker bi to potem zgodovinske tlake uničevali. Našo mesto je zgodovinsko in s tem bi nekako uničevali te zgodovinske tlake. Montažne, lesene so položene tja. Vem, ampak mislim, da bo neka ovira... Bolje ovira... problem recimo invalidski voziček, kak je takega, kot... Vse bo, neka ovira bo, ampak bojo nekako to, mislim, da bo to v kratkem, ne vem. Gleda, specifika je koprska oska ulica. Pravi, stopiš iz Bratvanci, sredi ulice. To vem. Za krožni promet pa bi lahko... Ja, na kratko, ne, pač v krožnih križiščih je tako, veljajo pravila, tisti, ki je že v krožnem križišču, ima prednost pred tistim, ki vstopa. Isto velja za kolesa in kolesa s pomožnim motorjem, še posebej tam, kjer so zgrajena kolesarski prehodi, tako imenovani zdraven, zarisani zdraven prehoda za pešce. Problem je spet tam, ko sem že na začetku povedal, hitrost. Torej, vi ga spregledate zato, ker je on prehitro vstopa, ne, verjetno. Drugače pa morate dati
pač, če je on že zapeljal, če je že on že v krožnem, ima on prednost na tistem poteku. Morate mu odstopiti prednost. Nedvomno pešec je to, ki ga vidi, verjetno tudi kolesar, ampak motorista pa ne. Malo je prehitro prihajajo nekateri v krožna križišča, ne, zato se to dogaja. Pa tudi na prehode za pešce. En komentar še, če smem. Upam, da sem gospod tam zadnji prav razumel, ampak po našem predlogu bodo vsa električna motorna kolesa, ko se temu da reče, upam, da prave izraze uporabljam, lahko uporabljala kolesarske steze, se pravi, da se bo to recimo lahko, samo ko ni kolesarske steze, kam ne greš potem? To je zdaj stvar infrastrukture, ne? To ni stvar zakona, ampak je to stvar pač lokalne infrastrukture. Kar se pa tiče tega, ker je predstavnik te zveze kolesarske mreže izpostavil, ne? Ja, jaz se zavedam, da recimo prvi, ali pa nekateri najbolj odločeni nasprotniki te naše rešitve bojo najverjetneje klasični kolesarji, ne, ki bojo s tem videli, da jih bodo motorna kolesa ogrožala. Samo jaz pri tej zadevi enostavno ne vidim boljše rešitve, ker dejansko je tako, če bomo mi striktno omejili, ali pa če bo tudi policija to absolutno izvajala, ne, da bomo hitrost motornih koles, pa poudarjam, ne kar vseh, ne težkih 500 pa 1000 kubičnih, ampak izključno samo motornih koles do 50 kubičnih centimetrov, če bomo omejili hitrosti na kolesarskih stezah do 25 km/h, potem bodo za kolesarje nemoteči. Ker si pa jaz predstavljam, da je teh relativno malo, ki dejansko 25 km/h gredo, in bo to za motorna kolesa zelo moteče, se bo pa več teh motornih koles tako ali tako po lastni izbiri odločili za cesto, se pravi, se bodo premaknili iz kolesarske poti na cesto, ker bodo pač ocenili, da se 25 km/h ne bodo vozili in bodo zato se odločili za usporedno cesto, in zato jaz ne vidim tukaj, ko smo razmišljali pa premlevali, kaj ja in kaj ne, da bi to bila pretirana grožnja za kolesarje, ki to kolesarsko stezo koristijo. Zagotovo pa po moji oceni bil korak naprej, ne, danes imamo pač na tej kolesarski stezi teoretično kolesa s pomožnim motorjem, ki pa grejo več ali manj vsa skoraj 50 km/h. Tako da ta predpis, jaz mislim, da bi zadevo naredil morda boljšo. Če lahko samo ena kategorija višje od koles in koles s pomožnim motorjem je moped. Moped ali bivši kolo z motorjem. Ta ima določeno že sedaj hitrost največ 45 km/h in 4 kW moči motorja. Tako da motorno kolo je pa nad 50 kubičnih centimetrov in več kot 50 km/h. Tako da, če se uporablja, se uporablja na polje. Srednja tehnična šola tam pri Mercatorju. Veste, kako vozijo pri Slavčko in podhodu ti motoristi, ki imajo vsi večjo kot 50, vozijo po kolesarski. Ne več, ko bi oni manj vozili. Mulci. So svatrije včasih go. Sem tako, da vas... V vezi tamle na promenadi. Pri uporabi biciklov bi morali upoštevati, tako kakor bi sicer morali upoštevati tudi za pešce, da obstajata dve stvari, eno promenada, ker hodi množica ljudi, drugo je pa sprehajališče, ker greš z dekletom, ženo, s prijateljem in se nekaj pogovarjaš zase, privatno, da se ne motijo drugi. In isto je pri biciklih in pešci. Na promenadi bi bilo treba bicikle pustiti skozi, ker so bicikli tudi in se uporabljajo kot sprehod. Dol ob morju se voziš lepo na biciklu. Če ima motorček, kakršenkoli, nima tam kaj iskati. Ja, samo zakonodaja že sama taka, da kolo in kolo... Verjetno ga ne bo nobeden, tistega, ki bo
magari tako, da bo naročil kje eno boljšo risbico in ta bo dal gor. Na tiste risbice je ena slika, da je pač tisti motor prepovedan, noter pa pika. Zato ne bo noben nikogar tožil in tudi, če ga bo zgubil. Se pravi, na tistile promenadi je treba tistele čudne zadeve, tam ki so zdaj, labirinte odstraniti čim prej. Zdaj ravno v nedeljo mi je partizan, ki je leta 45 prišel v Koper 30. aprila, ko so partizani popoldan prišli v Koper, on tisti hit, ko je Hitler govoril. Letos pa imeli tako, kot je zdaj pravi, tamle na unem, je bilo pri vhodu v Koper, tam kjer je bilo včasih črpalko od Tunga, ne? Se pravi, zdaj po 70 letih ponavljati, kar so zdaj delali, je malo čudno, ne? In to na sprehajališču, tiste treba dati stran, čim prej, ki je nespodobno. Jaz se s tem ne strinjam. Dobro, se vsak ima svoje razmišljanje. Čakaj, druga reč je noter v mestu, v mestu na ulici, tam ne padajo tistele... Semedeska cesta, ste bo... Kaj imaš še kakšno vprašanje, če ne bi izvedel še avtomoto, Zveza Slovenije tam zadaj, izvoli in premepo. A lahko samo stavek še? V Ljubljani imate na Titovi cesti, pardon, na Slovenski cesti imate avtobuse, imate bicikliste, imate potnike, ljubne peljete in ne vem še kaj. Pa se niso še točili. Zakaj bi morali na Semedeljski promenadi prepovedati bicikle? Ja, jaz bi počasi zaključil. Še eno vprašanje, ker poslanec se odel Ljubljano. Ja, imam zgodbo dve stvari, ki grejo, bom kratko povedal. Jaz sem kuhar že 17 let. Kuham v bistvu, imam različne stranke, pridejo, imamo meni za vsakega, in vsak po svoje nekaj kombinira in ustrežemo. Ker mi imamo tukaj nekaj problem, ki ga očitno kao ne znamo rešiti. Jaz vidim enostavno rešitev. Eden, ki gre kupi ta motor, sigurno ga starš prepelje, kar pomeni mojega otroka, jaz imam sam hči in jo bom dal denar, da gre si samo kupiti motor. Kar pomeni, moram sam iti z njo. Jaz vidim rešitev tako. Meni se zdi to kot občanu, kot nekem lajku, zelo enostavno. Jaz pridem svojo hčerko, kupim ta motor, ok, plačam to, gremo mi lepo to registrirati, kar pomeni 25 bomo registrirali, če je za 50, ne vem, 80 evrov, bomo za to plačali 40 evrov, ne? Kar pomeni za policiste bomo olajšali, bo ena tablica vlaka. Tablica mora biti. Kar pomeni, s to tablico bomo mi že vedeli, kdo uporablja to kolo. Če on je to posodil, dal, kakorkoli to nas ne zanima. Če s to tablico bo kršeno, in da gre na starše, ne? Kar pomeni, po žepu največ boli, to vemo vsi, ne? Če mi danes bomo globo dobili 50 evrov, čez en teden spet 50-100 evrov bomo rekli, otrok dragi moj, kaj ti delaš? Ker prvo starši se danes ne ukvarjajo z otrokom. Mi danes jim kupimo to kolo, da se ga rešimo, on se pelje po Kopru in je super, mi smo doma, gledamo tekmo, ne vem kaj. Z otrokom se ne ukvarjamo, ampak to ni ta problem. Naši tle, jaz mislim, da starši so prvi krivci, ne? Pa otroci. Ker otroci niso krivi, da mi smo jim dali ta motor in brez čelade. Čakaj, zdaj za kolo moramo imeti čelado, motor, ki gre 50 ali pa 25, nimamo čelade. Jaz vidim to čisto enostavno. Registracija, pol manj kot za 50 in je pisano na skrbnika, v bistvu starše, ne. Če je kazen, se izda globa in to je to, da policiste dobro, za blagajno dobro in vsi skupaj. Hvala. Jaz se te isti stvari govorimo vse čas, tako da me to veseli, da imamo vsi to besedo. Jaz sem želel samo nekaj. Jaz se strinjam z vsemi predlogi in so čisto na mestu in mislim, da ste to zelo lepo speljali, da je neka kompromisna stvar in sem mislil, da bo moral več intervencij imeti v smislu predlogov. Zelo me veseli, da je šlo to tako naprej, ampak jaz bi imel samo še en predlog, ker namreč jaz poznam milijon in enega človeka, ki se prevaža s tem. Veš, to se uporablja v Kopru, starejši ljudje predvsem iz komoditete in da lahko dihajo. Zdaj, jaz bi samo kot predlog, zdaj normalno, če bo to šlo skozi proceduro, če bo izglasovano, ne vem, kako to gre naprej, bi rad eno stvar samo opomnil, da pri sami, bi rekel, uporabi čelade, da se določi ena starostna omejitev, to se pravi, jaz se strinjam, da je ta lahko 14, lahko 15, lahko 16, ampak enostavno, da bi bila ta omejitev, da je 25 na uro, da daš enemu staremu nonotu čelado, že tako ne sliši gor. Ta čelada bi recimo ja, ampak vedno je na lastno odgovornost, tudi s čelado. Nesreče se zgodijo tako drugače, ne? Ampak tukaj apelirali so vsi ti ljudje name. Danes, ko sem šel, sem me klicali, kot da ne vem, kaj se dogaja, ne?
In sem rekel, pazi, veš, da boš povedal za to čelado in ne vem kaj. No, jaz to povem. Če bi tukaj, ne, tukaj bi potem tudi ta del, ne, praktično ostane vse isto, kot je do zdaj, kar je ok. Mlade ljudi se zaščiti dodatno in z ukrepom registracije vozila. Policija ima nadzor, evidenco nad vsem, kar je super, ker bo lažje dobila prekrškarje, ker jih je ogromno. In omogočimo tudi tem to, recimo neko starostno mejo, če bi to šlo. To bi bilo pa potem praktično bi zadovoljilo vse. Tudi z tega vidika, kot se pogovarjam jaz z ljudmi, ki sem dnevno z njimi, ki sem res najbolj vpet v to stvar. Je pa dejansko odgovornost vsakega do sebe, kako vozi, kako frizira motor, da predeluje ali pa kako se varnostno zaščiti, ne? Ti veš, kako so se vidva spoznala, ne? Ja, vidva so se spoznala. Da ste vi trije za mano, ki ste ljubitelji Tomusa, jaz sem z mojim sinom kupoval kebab in vi ste mi zadaj metali, aha, to je unik, ki je proti motorju, aha, to je unik, ki je proti čelare. Ne, to je bilo simpatično, ne? Brez slabega namena. Ja, to je bilo zelo simpatično. Zato sem danes tukaj nagredi. Ja, hvala s tem. Nič, hvala lepa vsem gostom. Ne mi zamiriti gosti, posebej bi se zahvalil gospodu Slavku Ivančiču, kljub svoji bolezni in svojim poškodbam, se je čas.